Gospod Žveglič, lepo pozdravljeni. Nadomestili ste gospoda Franca Bogoviča v državnem zboru. Sicer ste član izvršilnega odbora SLS in predsednik sindikata kmetov Slovenije. Veljate tudi kot velik poznavalec kmetijstva, pa tudi kot, če se tako izrazim, fajn možakar. Po volitvah lanskega 4. decembra, ko ste izvedeli za končni rezultat, ste sploh razmišljali o tem, da obstaja možnost, da boste vstopili v parlament kot poslanec državnega zbora, kot izvoljenec ljudstva? Ne, ste razmišljali, ni bilo, moram reči, da je bilo prisotno kar precejšno razočaranje, malenkost tudi nad rezultatom stranke. Priznam, da smo pričakovali kakšen procent več. Situacija pa se je razvila, kakor se je razvila, ki smatram, da je za Slovenijo sicer dobra in koristna. Če pogledamo oportuno, za stranko pa se bojim, da ni najboljša. Pa vseeno, 4 leta so pred nami, upamo, da 4 leta. Kakšna je vaša vizija delovanja kot poslanec? Oziroma, kaj lahko rečete, da bo poslanska skupina SLS pridobila z vami novega, drugačnega? No, kaj bo dobila poslanska skupina? Jaz mislim, da bo pridobila enega pristnega podeželana, hribovca, človeka, ki je zelo hitro razmišlja, z jasnimi besedami, treznimi mislimi, ali po domače povedano, se pravi, upam, da bo tudi ton in rezultat dela bil to, da bojo zakoni bolj razumljivi za širšo množico. Zdravo kmečko pamet. Tako, že leta delujete na področju kmetijstva. V zadnjih letih tudi kot sindikalist, vodja sindikata. Z tega vidika vam tudi sodelovanje na sejah parlamentarnih odborov v državnem zboru ni tuje. Pri trenutni kmetijski politiki Evropske unije, kje vidite priložnosti, predvsem slovenskega kmetijstva in pa tudi v okviru povečanja samooskrbe v Sloveniji? Ali bi se morala Slovenija bolj specializirati po posameznih panogah, ali bi lahko rekli, da lahko širok spekter kmetijstva ohranjamo konkurenčen? Prvo, kar se tiče odbora za kmetijstvo, zdaj sem član, približno 10 let, več ali manj, sodelujem na sejah odbora za kmetijstvo kot predstavnik sindikata kmetov, prej podpredsednik, sedaj predsednik. Tako da ta postopek in to proceduro poznam. Zdaj, kar se tiče pa samega kmetijstva in Slovenije, pa mislim, da špecializacija ne. Špecializacija je lahko dobra za posamezno kmetijo, manjšo kmetijo, za večjo kmetijo je lahko že problematična zaradi tega, ker ko pride do cenovnih nihanj in teh cenovnih odklonov, je to lahko smrt za kmetijo. Za državo kot tako pa seveda mi moramo imeti širok spektr hrane, ker če govorimo o prehranski varnosti, ki je ena od ključnih varnosti, poleg obrambne in te energetske, pa seveda rabimo čim večji spektr kmetijskih proizvodov. Vendar ni dosti, seveda vsega ne bomo morali nikoli imeti, recimo agrumov in južnega sadja, ampak mislim, da se brez tistega da tudi preživeti. Vendar ni dovolj samo hrano pridelati, potrebno je seveda obdelati, predelati in prodati. No, tukaj pa mislim, da imamo največjo rezervo, največje možnosti in upam, da bomo v tem mandatu postorili tisto, kar smo do zdaj zanemarjali, to je kako in na kakšen način kmetov proizvod po čim krajši poti prodati za čim višjo ceno potrošnikov. S tem zdaj ne govorim, da bi potrošnik moral plačati več, kot plačuje sedaj. Če bi ta pot bila krajša, z manj posrednikov, bi tudi potrošnik plačal manj, pa bi kmetje imeli tudi več. No, kot vemo, je to tudi ena izmed prioritet Slovenske ljudske stranke. Vidite mogoče kakšne ovire, s katerimi bi se lahko soočili ob implementaciji tega našega pomembnega programskega dela? Ja, ovir je kar precej, nekaj birokratskih, te bomo seveda lahko tudi kot aparat državni ali pa preprečili ali pa jih izboljšali. Druga je pa seveda tudi miselnosti v glavah,
predvsem organizacijsko, bom rekel, pri teh organizacijah producentov, to kot so zadruge, ne nazadnje tudi trgovci, tam pa seveda bomo pa rabili imeti vztrajnost, vizijo, iznajdljivost, včasih tudi predrzost. Ja, se pravi, to je iz področja kmetijstva. V tem mandatu boste tudi član odbora za gospodarstvo, kjer bo SLS prav tako imela resornega ministra in tudi predsednika stranke, magistra Žerjava. Kako mislite, da pa lahko tudi iz področja kmetovalstva, pa tudi za razbremenitvo gospodarstva in tako naprej, kako pa mislite, da lahko koordinirate te pozicije iz vidika gospodarstva in iz vidika kmetijstva in okolja? Ali sta ta dva resorja dejansko prepletena in kje lahko tukaj vidimo neke prednosti? Ta dva resorja sta prepletena predvsem pri tej predelavi kmetijskih proizvodov in nazadnje tudi pri prodaji, vendar ključno mislim, da je tisto, kar je tudi v koalicijski pogodbi zapisano in kar se tudi programsko izhodišče stranke, to je ta davčna razbremenitev, olajšave za finančno, za investicije, se pravi investicijske olajšave. To so seveda ključni pomeni in tukaj seveda je potrebno narediti takojšnje ukrepe. Druga stvar pa je seveda, da je pa potrebno tudi narediti res v tem tako imenovanem javnem sektorju, ampak moje mnenje je predvsem, da je potrebno najprej narediti reformo zdravstva, kajti ta učinek se lahko meri takoj in šele ta druga faza je, ki bi je seveda tudi potrebno ga narediti čim prej v tem letu, ne to, kar govori minister Vizjak drugo leto, pokojninska reforma, vendar ta bo rezultate kazala na dolgi rok. Hvala lepa. Če se še malo vrnem na začetek, malo črnogledo ste zastavili zadevo v smislu rezultata stranke, tudi njene vloge v koaliciji, tudi njene prihodnosti. Vseeno pri Slovenski ljudski stranki ne gre za neko novodobnico, ampak za dolgoletno stranko s tradicijo, ki je prešla čez mnoge reforme, bomo rekli, in konec koncev se tudi na novo preoblikovala. Vseeno, vidite kakšne prednosti te stranke in tudi prednosti našega delovanja v koaliciji in pač tudi naše posebnosti, ki nas še posebej odlikujejo? Prednost je tako, kot sem rekel, prednost za državljane in za državo. Se pravi, mi smo s tem vstopom v koalicijo pokazali izredno državotvornost. Res pa je, da je praksa tudi zunaj in tudi v Sloveniji, da seveda manjše koalicijske stranke na volitvah, potem, če se zgodi kakšna težava, bom rekel, dosežejo slabši rezultat. To je seveda ta bojazen. Jaz se pravi, ne dvomim v ta dva naša ministra, ki so v vladi. Jaz mislim, da so to najbolj uspešna ministra te vlade. Tudi stranka, se pravi, mi kot poslanska skupina bomo držali suport temu ali pa ta pomoč. Vendar, gledajte, še vedno smatram tisto, da smo kot stranka dosegli premehen rezultat na volitvah za tako odgovornost, ki jo seveda sedaj v vladi imamo. No, hvala lepa. Če smo za konec še, mogoče gremo malo k vašemu prostemu času, katere dejavnosti vas veselijo oziroma kako je pri vas doma? Vemo, da imate kmetijo. Kako boste sedaj to usklajevali, te dve obveznosti, kot poslanec in kot kmetovalec? Ja, težko, ampak mojega kar se tiče prostega časa, ga že nimam veliko, že odkar sem se prav kmet, to je že slabih 20 let. Tako da v šali sedaj znancem, ki me vpraša, kako je sedaj, ko sem v državnem zboru, kakšna je razlika, povem da prej sem šel v hlev ob 7 zjutraj, zdaj grem pa 5:30. To je zdaj že ta prva razlika, ampak pač vse tako sem hotel in to bom pač mogel tudi dati skozi. Živina pa ne bo lačna, tako ali drugače, ne? Živina ne bo lačna, ne sme biti lačna. Bom pa mogoče kmetijo malenkostno tudi prestrukturiral.
kaj zmanjšal, kakšna stvar ali pa kaj preusmeril se. Tako. Gospod Žveglič, želim vam veliko sreče v naslednjem mandatu. Hvala.